Kdo bi si mislil? Tale reinkarnacija legendarnega modela Fiat 500 je na trgu prisotna že 13 let. In v tem času se je bore malo spremenila, ampak kljub temu zelo dobro prodajala. Tako skupaj z bratskim modelom Panda zasedata vrh svojega segmenta po prodaji v Evropi. Fiat 500 je mali mestni malček z veliko dušo in veliko vsebine. Od leta 2007, ko je bil predstavljen prenovljeni model predhodnika iz leta 1957, je bilo v Evropi prodanih več kot 2 milijona 200 Fiatov 500 in to pomeni približno 13% tržni delež, kar je za takega malčka zelo veliko. Prav tako je lider v segmentu tudi v Sloveniji. Od leta 2008 na Valentinovo, ko smo ga lansirali v Sloveniji, smo prodali več kot 7500 vozil. To pomeni, da se je Fiat že od začetka lotil stvari prav. In jasno je, to mu je uspelo s takšno značilno obliko oziroma slogom tega vozila. In če kdo, je Fiat vedel, kakšen avto bo pravi za vožnjo v mestni gneči italijanskih ulic. In prav pri mestni vožnji bi morala največ prednosti pokazati ena večjih novosti v 13-letni zgodovini tega modela. Fiat 500 je odslej tudi hibrid. No, vsaj tako pravijo pri Fiatu. Ampak mi dodajamo, da je ta njihova trditev vsaj nekoliko predrzna. V resnici gre za blagega hibrida. To pomeni, da je ta model opremljen z majhnim elektromotorjem, torej integriranim zaganjalnikom generatorjem, ter zares majhno baterijo, dodatno baterijo, ki se nahaja tukaj pod voznikovim sedežem. Novi Fiat 500 uporabniku prinaša bolj ekonomično vožnjo, pomeni 20% prihranka pri potrošnji goriva in 20% prihranka pri emisijah. Blaga hibridna tehnologija pomaga novemu litrskemu trivaljniku, ki pripada družini motorjev z nazivom Firefly oziroma Kresničke. In to ime v resnici temu motorju zelo pristoji. Razpolaga namreč z 51 kW moči, obenem pa tehta zgolj 77 kg. Posebno opaznih novosti hibridni 500 ne prinaša. No, lahko boste sedeli na takšnih sedežih, ki so, tako kot je v avtomobilski industriji že kar trend, narejeni iz odpadne plastike. No, na zunaj pa boste hibrida ločili po takšnem napisu Hybrid, ki ga krasita tudi 2 kapljici jutranje rose. Vstopna cena hibrida se začne pri 13 390 evrih, kar je v primerjavi s klasičnim modelom dražje za 400 evrov. Fiat 500 je vedno imel zelo širok spekter kupcev, ne? Po eni strani so to mladi, ki se odločijo, da bo to njihov prvi avto, majhen, okreten, s slogom. In po drugi strani so to ljudje, ki se odločajo za drugi, tretji avto v družini, ko ne potrebujejo veliko prostora, cenijo pa vse to, kar ponuja Fiat 500. Se sprašujete, zakaj ravno kapljici rose? No, ta simbol jutranje zarje naj bi po Fiatovo predstavljal vstop v novo dobo. Govorimo seveda o dobi elektrifikacije njihovega voznega parka. Ampak ta model tukaj, blagi hibrid, je le uvod, je le nekakšen aperitiv. Prihaja namreč še popolnoma električni Fiat 500, ki je zgrajen na povsem novi platformi. No, tudi tega smo že zapeljali na prvo vožnjo.